Po večnem derbiju še druga zaporedna tekma, ki se je končala 1-1. Tokrat gostovanje v Novi Gorici in v trdi tekmi brez veliko priložnosti na koncu delitev točk. V primerjavi z derbijem ena sprememba v začetni enajsterici. Alex Pihler je zasedel mesto v zvezni vrsti in začelo se je odlično. Že v 4. minuti po podaji s kota Kronavetra je Vrhovec streljal preko. V 11. minuti pa vodstvo, ponovno akcija po desni strani, Klinar Vrhovec, njegov strel je domači vratar odbil, toda na pravem mestu se je znašel Jan Mlakar za njegov 7. gol v sezoni. V nadaljevanju so Goričani prevzeli pobudo in prišli do izenačenja. Po podaji z desne strani se je najbolje pred mariborskim golom znašel Koli. Do konca prvega polčasa ni veliko za izpostaviti, samo neugodna poškodba Špira Peričiča, ki je moral zapustiti igro predčasno. Drugi polčas je namesto njega začel Luka Uskoković. Prva priložnost se je v drugem polčasu ponudila Goričanom. Kavčič je streljal z leve strani, Jug pa ubranil. Na drugi strani najlepša priložnost za Maribor, krasen strel Matka iz obrata, prečka je preprečila vodstvo. Potem pa v preostanku tekme poizkus Felipeja Santosa z levo in domači vratar je ubranil. Ostalo je na koncu izenačeno 1-1. Tretja zaporedna tekma brez poraza na klopi Saša Gajserja. Sledita še dve tekmi v tem tednu. Najprej v četrtek domača v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa Koper. V takih tekmah, ki še bo kar nekaj, bomo morali biti bolj zbrani, bolj mirni, bolj osredotočeni na svoje naloge. Malenkosti, ampak pomembne. To je pa druga stvar, da nimamo časa za neko žalovanje. Hitro bo tu tekma, ki jo je treba nujno zmagati in potem naprej.